Osnovni namen našega kulturnega maratona je obeležiti slovenski kulturni praznik in pa ponuditi priložnost dijakom, da pokažejo, kaj se zmorejo, kaj znajo, kakšne skrivnosti, nadarjenosti, ustvarjalnosti se skrivajo v njih. Cel teden traja, žal smo morali ti koncert s ponedeljka prestaviti na torek, tako da sta bila v torek 2 koncerta našega pevskega zbora pod vodstvom profesorja Tomaža Marčiča. Danes in jutri imamo premiero in kar 3 ponovitve Grumovega dogodka v mestu Bogi, našega Federinca gledališča pod vodstvom Luke Marcena, mentorice Klare Pavšer-Stropnik. V petek je pa dan, ki mu rečemo izbirni dan, izbirni del kulturnega maratona, ko si dijaki izberejo sami, kaj bodo si ogledali, pri katerih kulturnih dogodkih bodo sodelovali in oziroma pri katerih delavnicah. Skoraj 20 jih je, tako da je vsak našel nekaj za svojo dušo. Na prvo mesto bi dala Fedrovanje 2014, to je že zdaj nekaj let tradicionalno literarno srečanje naših literatov z drugimi literati, različnimi slovenskimi pesniki in pisatelji. Letos je to pesnica Vida Mokrin-Pauer. Veseli pa smo, da imamo goste, in sicer iz Celovca, Slovenske gimnazije v Celovcu, se nam bodo pridružili mladi literati, tako da je letošnji kulturni maraton tudi mednarodno obarvan. Potem omenimo recital Prešernovih pesmi v jezikih, ki se jih učijo naši dijaki, v slovenščini seveda, v angleščini, francoščini, nemščini, ruščini, španščini in mislim, da sem naštela vse. Potem 2 filma, kratki igrani film Razbiti spomini, ki je na Portoroškem filmskem festivalu v kategoriji študentskih filmov za last zgrešil nagrado Vesna. Potem igrano-dokumentarni film o najstarejšem celjskem gimnazijcu Odsev preteklosti, ki nas po temu igranemu dokumentarnemu filmu. In pa še en film imamo, kratek film o angleščini, to pa je Hometown, filmček, ki so ga posneli dijaki za tekmovanje znanja v angleščini. Tudi kratki igrani film in dokumentarni film sta delo naših dijakov in pa njihovih mentorjev. Potem imamo debato debatnega krožka, imamo musical v angleščini, katerega avtorji so tudi dijaki. Potem imamo koncert šolskega big banda in vokalne skupine Chillax, delavnici orientalskega in plesa in hip-hopa, pa delavnico Potep po Evropi ob 10-letnici vstopa Slovenije v Evropsko unijo. Pa še nekaj vizualnih oziroma likovnih delavnic, poslikava kleti, stop-motion animacija, postavitev in odprtje razstave, Photoshop triki ter fotografska, likovno-fizikalna in arhitekturna delavnica. Mi smo povabili na naš kulturni maraton tudi osnovnošolce, predvsem devetošolce iz Celja in okolice, in smo veseli, da so se nam odzvali in jih bomo kar nekaj gostili, tako da se bodo lahko ali ogledali kakšen kulturni dogodek ali pa tudi sami aktivno sodelovali na teh delavnicah.